No, potem pa prijazen pozdrav vsem zbranim in dobrodošli. Prijazen pozdrav našemu današnjemu gostitelju, županu občine Slovenske Konjice Milanu Gorenšku in gostoma. Tokratno srečanje smo naslovili Vrvelo bo od življenja, kar na kratko povzema vzdušje, ki ga bo dogajanje v prihajajočih dneh vneslo v domačo lokalno skupnost. Že sam današnji ambient tukaj v vinoteki Polegek nas vabi torej v življenje, veselje in prijetno razpoloženje. Torej predlagam, da pridemo kar k predstavitvi projektov. Danes v Konjicah torej začenjamo s tradicionalnimi konjiškimi dnevi 2012. Letošnji program obljublja še posebej pestro dogajanje, torej župan, kaj lahko pričakujemo? Ja, res je, v tejle brošurci, ki je še povsem sveža, je zapisanih kar 36 dogodkov, ki se bodo zvrstili od današnjega dne dalje, pa vse tja do svečane seje občinskega sveta 30. junija ob 19. uri v Domu kulture. Nekaj od teh dogodkov, ki jih imamo na sporedu, je pravzaprav že tradicionalnih, nekaj jih je pa recimo temu zgodovinskih. In takšen dogodek bo prav gotovo jutri zvečer ob 18. uri oziroma popoldan, ko bomo na Prežigalu položili temeljni kamen za izgradnjo centralne čistilne naprave za samo mesto Slovenske Konjice in recimo temu ves zahodni del občine. Prav gotovo nekaj desetletij stara želja, predvsem ne toliko kot želja, ampak kot potreba, da bomo smeli govoriti o tem, da se obnašamo odgovorni do našega okolja, do narave in na koncu koncev tudi do vseh tistih, ki prihajajo za nami. V sklopu teh več pomembnih dogodkov prihaja majčkeno drugače v ponedeljek ob 17. uri prireditev z naslovom 100 ljudi, 100 čudi v organizaciji Društva prijateljev mladine na ploščadi na mestnem trgu pred Domom kulture. V naslednji dan pa bo poleg tradicionalne prireditve Najmladi ob 11. uri v Domu Slovenske Konjice, v Kulturnem domu Slovenske Konjice, pa pravzaprav istočasno in pa še v nadaljevanju potekala prireditev Bazar lepih trenutkov, majčkeno drugačen pristop ali pa drugačen pogled na življenje v organizaciji zavoda Zdaj. In konec koncev zavod Zdaj je tudi na neke vrste moderator današnje novinarske konference ali pa srečanja z novinarji. Med temi dogodki, če povsem na kratko še omenim 20-letnico športne dvorane v Slovenskih Konjicah v sredo 20. junija, bo pravzaprav od 18. ure naprej pa pozno proti večeru pestro dogajanje. Že tradicionalna 15-letka Radia Rogla v petek 22. junija prav tako na mestnem trgu. In da ne bomo samo resni, omenimo še športne igre posameznih krajevnih skupnosti združene v dogodku Petrovo v Žičah, soboto in pa nedeljo dvodnevna prireditev. Če omenimo še dan podjetnikov v sredo 27. junija, potem pa smo že blizu koncu, se pravi slavnostni seji občinskega sveta z podelitvijo letošnjih priznanj in nagrade občine za dosežke v minulem obdobju. Seveda teh prireditev, kot sem omenil, je 36 in so lepo zbrane v tej brošurci. Tako mamljiva je in odprite jo pa jo preglejte. Hvala. Ste vedeli, da se Konjice lahko pohvalijo kar z nekaterimi znanimi Slovenci, ki kot njihov rojstni kraj oziroma kraj bivanja. Gotovo veste, da je bil Konjičan in hkrati častni občan Konjic tudi na žalost pred kratkim preminuli pesnik
oziroma vsestranski literat, prevajalec, urednik Ivan Minati. V Konicah pa se je rodil tudi esejist, filozof in kritik Branko Rudolf. Iz tega kraja pa izhaja tudi zelo uspešen košarkar Jure Zdovc. Za svoji pa štejemo Koničani tudi priznani ilustratorki Mojco Cerjak in Marijo Prelog. Kaj pa ste že slišali za baronico Adelmo von Vaj, ki je bila prav tako Koničanka oziroma živela v Konicah? Adelma je bila ženska velikega duha, spiritistka in hkrati intelektualka 19. stoletja, ki je s svojim soprogom živela ravno v Konicah. Čeprav je baronica Adelma von Vaj večino svojega življenja preživela v Konicah, pa nekako Slovenci ne poznamo njenega dela in življenja, je nekako še neraziskano. Kdo je bila torej ženska, ki je pri 29 letih napisala knjigo s pomočjo tako imenovanega medialnega pisanja, neodvisnega od njene volje in njenega zavednega vpliva? O njej nam bodo danes tukaj spregovorili župan Miran Gorinšek, zgodovinarka Aleksandra Boldin in filozof Jan Ciglenečki. Župan, pa me najprej zanima, kako vi osebno doživljate ta fenomen Adelme? Prav gotovo je baronica Adelma tako skrivnostna ženska, da je pravzaprav nedopustno, da se Koničani sploh ne zavedamo, kdo je bila, niti ne vemo, oziroma vemo zelo malo, vsaj povprečni Koničan ve zelo malo o tej osebi. Mene je bila vedno skrivnosten pogled na ta dvorec, ki ga Koničani imenujemo Baron Vaj, cel park se imenuje Baron Vaj. In nekako že pred dobrim letom smo nekako pričeli brskati po zgodovini in iskati, kdo je bila pravzaprav baronica Adelma. In že takrat sva se z Aleksandro Boldin pogovarjala o tem, da bi bilo smiselno malo raziskovati in ugotoviti, kakšna je pravzaprav njena vloga v Konicah in nasploh, kaj je njeno življenje, njeno delo pomenilo tudi širše, mogoče v smislu pogleda, kaj je pomenilo v celi Evropi. In potem seveda naključja, ki jih nikako ne kaže spregledati, vest o tem, da bo društvo Kut Logos v Ljubljani predstavilo 5 novih knjig in med njimi je tudi knjiga z naslovom Duh, sila, snov. In seveda prav zanimivo srečanje z prevajalcem, gospodom Janom Ciglenečkim v Ljubljani, in tako so se začele pravzaprav stvari odvijati. In danes smo že prišli do te točke, ko lahko tudi širše povemo, kako nameravamo ta lik baronice osvetliti, ga pokazati tudi širše in na koncu koncev zopet se je izkazalo, da so pravzaprav vsi veliki ljudje, veliki rojaki pred kratkim ali pa že davno od tega, kar so odšli od nas, pa vendar njihovo delo še vedno živi med nami. Vsekakor velika ženska, dobrotnica in zelo vesel bom, ko bomo čez kakšnega pol leta še tudi na znanstvenem nivoju osvetlili njeno delo, njen lik in prepričan sem, da bo njeno ime povezano z občino Slovenske Konjice čez čas pomenilo dosti več, kot pa pomeni danes. Hvala. Gospod Ciglenečki, kot že omenjeno, prevajalec, eden izmed prevajalcev te knjige in hkrati avtor spremne besede. Kako pa je baronica Adelma von Vaj vplivala, oziroma kakšen je njen doprinos k filozofiji kot znanosti, oziroma kakšno vlogo je igra to njeno delo, to knjižno delo? Ja, njena knjiga se v bistvu nahaja na meji med filozofijo in okultizmom. In kakšen je bil njen vpliv, je v bistvu še težko reči. Dejstvo je, da so jo v njenem času brale najpomembnejše osebe z področja okultizma oziroma ezoterike. Se pravi, recimo od žensk Madame Blavatsky, ki je bila najpomembnejših, najvplivnejših žensk 19. stoletja. Ona je brala v angleškem jeziku in o njej pisala v svojih temeljnih knjigah. Zdaj, kako točno je vplivala Adelma na njeno delo, to so teme, ki bomo poskušali razjasniti na tem simpoziju, o katerem je govoril gospod župan. Tako da to bi zaenkrat pustil še odprto.
Potem pa nam, če nam lahko na kratko predstavite to knjigo. Prosim. Prav. Torej, v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja je v Slovenskih Konjicah živela baronica Adelma von Vaj, ki je pri komaj 29 letih napisala nenavadno knjigo z naslovom Duh, sila, snov. Ta knjiga je prvič leta 1870 išla na Dunaju, kjer je kmalu postala priljubljeno štivo med različnimi ezoteričnimi in okultnimi krogi. V nemškem jeziku, v katerem je bila izvorno napisana, je doživela že 9 izdaj, pred kratkim pa je prvič išla tudi v slovenskem prevodu. V svojih dnevniških zapiskih, ki so nastali sicer mnogo pozneje, Adelma podrobno opisuje paranormalne okoliščine, ki naj bi botrovale nastanku te knjige. Po njenih besedah naj bi knjiga nastala v pičlih 30 dneh, zapisala pa naj bi jo neodvisno od njene svobodne volje in zavednega vpliva, in sicer po nareku njenih duhovnih vodij, s katerimi je prišla v stik v nekakšnem medialnem transu. Z vsebinskega vidika je knjiga Duh, sila, snov nekakšna svobodna, razširjena interpretacija Mojzesove zgodbe o ustvarjenju sveta, ki pa jo Adelma ves čas nadgrajuje in poglablja v različne smeri. Izhodišče njenega filozofskega sistema je Bog, v katerem je v najvišji potenci zaobjeta triada duha, sile in snovi. V mistični geometriji, ki spremlja vsako izmed poglavij omenjene knjige, to triado simbolizira geometrijski lik trikotnika. Torej, trikotnik simbolizira duha, silo in snov, ki so vsi trije zaobjeti v Bogu. Ta vrhovna triada, ki jo tukaj vidimo na sliki, je kot nekakšen žig vtisnjena v strukturo celotnega vesolja in se v fraktalih pojavlja na različnih stopnjah in ravneh, vse do najnižje depotence vesolja, ki je naš zemeljski svet. To je torej osnovno izhodišče, zdaj pa si poglejmo na kratko osnovne poteze njene koncepcije sveta. Stvarjenje vesolja se po Adelmi začenja v trenutku, ko Bog v življenje obudi neživi nič, mrtvo snov, ki s tem postane z življenjem izpolnjeno vesolje. Z oživitvijo mrtve snovi se v vesolju vzpostavi stanje dvovrstnosti, ki je za svojo logično dovršitev zahtevalo odgovarjajoče tretje, zaradi česar je Bog v naslednjem koraku geneze ustvaril oživljene duhove, ki jih Adelma imenuje prvorojenci. Bog zdaj v vesolju ni bil več sam, ampak je bil obdan z prvorojenci, kakor vidimo na tej sliki. Ti prvorojenci so bili inteligentna duhovna bitja, ki jim je Bog podaril svobodno voljo, da bi lahko sledili Božjemu zakonu. Vendar pa v inteligenci in svobodni volji, ki so jo prvorojenci prejeli, ni ležala samo možnost njihovega duhovnega vzpona, ampak tudi nevarnost njihovega padca. Ker so bili najodličnejše od vsega, kar je bilo ustvarjeno v vesolju in ker pod seboj niso videli ničesar manjšega od sebe, se je nekaterim prvorojencem prikradla želja, da bi postali enaki Bogu in začeli samostojno ustvarjati. V razvoju vesolja je zaradi tega prišlo do prvega velikega preloma, padca duhov, med katerimi so se prvorojenci razdelili na dve skupini. Na eni strani na tiste, ki so se uspešno uprli skušnjavi in ostali zvesti Bogu, ter na drugi strani na tiste, ki so se tej skušnjavi podlegli in se postavili na stran proti zakona. Proti zakon je po Adelmi popolno nasprotje Božjega zakona, to je izroditev vsega dobrega, izvor vsega slabega in vseh grehov. Ko je Bog potem ta protizakon, ki je nastal, znova vključil v zakon, je med padlimi prvorojenci prišlo do novega razkola. Namesto da bi vsi začeli slediti zakonu, so se nekateri izmed prvorojencev spreobrnili in se pokorili zakonu, drugi, ki so bili trdovratni in prevzetni, pa so vztrajali v sledenju proti zakonu. Iz teh drugih so se razvila nova bitja oziroma demoni, ki so želeli porušiti in preslepiti zakon. S tem je v vesolju prišlo do drugega padca oziroma preloma, ki je imel za svojo posledico izločitev. Zaradi te izločitve je med spreobrnjenimi prvorojenci in demoni vnovič nastala vrzel, ki jo je bilo potrebno smiselno premostiti. V ta namen je Bog nato ustvaril sekundarne oziroma embrionalne duhove, ki naj bi v vesolju odigrali vlogo spravnega člena, njihov cilj pa je bila izpolnitev prepada, ki je nastal ob drugem prelomu. Toda nastanek teh embrionalnih duhov je demone napolnil z jezo, saj so v njihovem popolnem oblikovanju, kot v zrcalu, uzrli nepravilnost lastnega oblikovanja, svojo nemoč v boju proti zakonu in nezmožnost samostojnega ustvarjanja.
S pomočjo svoje svobodne volje, inteligence in svoje prelizane čutnosti so storili vse, da bi v embrionalni duhovi zbudili radovednost po prepovedanem, ter jih navdali z željo, da bi se priključili proti zakonu. Med temi embrionalnimi duhovi je zaradi tega prišlo do novega razkola, ki mu je sledil tretji padec duhov kot posledica njihove radovednosti. Biblična prispodoba padca embrionalnih duhov je izgon Adama in Eve iz raja. Torej, zemeljski svet, ki v ontološki hierarhiji vesolja predstavlja njegovo najnižjo depotenco, Adelma razume kot nekakšno vesoljno kaznilnico, kraj pokore in kazni, kamor je človeka pahnila želja po prepovedanem. Na tej sliki vidimo podobitev Boga, ki ustvarja svet, in potem izgon Adama in Eve iz raja. Temu stanju, v katerem se je človek torej znašel zaradi izvirnega greha, je mogoče ubežati tako, da se človek ponovno ozave svojega duhovnega izvora. Na tej poti duhovnega prebujenja in očiščenja ima ključno vlogo spoznanje Boga in njegovih zakonov. Po Adelmi to spoznanje prihaja na zemljo postopoma prek krščanske vere in sicer s pomočjo zvestih prvorojencev, ki se v daljših intervalih utelešajo na zemlji in žrtvujejo v imenu človeštva. Eden izmed takšnih prvorojencev je bil tudi Kristus, ki je po Adelmi prišel na pomoč vsem padlim duhovom, da bi jih prek novega duhovnega rojstva in vrnitve na pot zakona odrešil izvirnega greha, se pravi njihove zvestobe proti zakonu. To je bil zdaj zelo kratek povzetek najosnovnejših potez Adelminega filozofskega sistema, za katerimi pa se v resnici skriva izjemno kompleksen miselni svet, ki na osnovi konsekventno izpeljanih načel v koherentno celoto poveže Boga, vesolja in človeka. Takšna kompleksna koncepcija sveta, kakršno Adelma podaja v knjigi Duh, sila, snov, je v našem prostoru gotovo nekaj edinstvenega. Kljub temu pa njen filozofski sistem ni zanimiv zgolj kot pomemben prispevek k zgodovini filozofije in okultizma na Slovenskem, ampak je v mnogih pogledih še kako aktualen tudi danes. Ta aktualnost njene misli pride še posebno do izraza pri njenem pojmovanju človeka. Človek je sicer res eden izmed padlih duhov, vendar pa je po svojem bistvu še vedno duhovno bitje, ki ima v sebi božansko naravo. Ker je duh oziroma Bog kot najvišji princip vesolja vse skozi prisoten tudi v človeku, se proces poduhovljena vselej dogaja prek samospoznanja, se pravi prek introspekcije in ponovnega ozaveščanja tega transcendentnega bistva, ki se skriva v vsakem izmed nas. Človek pri Adelmi tako ni zgolj nebogljena igračka v rokah Boga ali slepe usode, ampak smisel svoje eksistence najde v spoznanju lastnega duhovnega izvora. Zdaj, sodobni človek, ki pač vse življenje nekako hlasta po materialnih dobrinah, običajno s cinično skepso zavrača misel o svoji božanski provenienci, pri tem pa se pogosto ne zaveda, da s tem zavrača tudi mnoge etične konsekvence, ki jih takšna filozofska drža prinaša seboj. Namreč ta eksistencialna skrb za to, kar je v vsakem izmed nas najbolj sveto, najbolj dragoceno, najbolj bistveno, za sabo potegne celo vrsto moralnih obvez, predvsem pa v naše življenje prinaša občutek odgovornosti do samega sebe in do drugih. Takšno pojmovanje človeka zato predstavlja trdno teoretsko podlago za brezkompromisni humanizem, filantropijo, nenasilje in senzibilnost do sočloveka. Vsem tem plemenitim humanističnim načelom pa je Adelma zvesto sledila tudi v vsakdanjem življenju. V svojem času je namreč daleč naokrog slovela kot velik človekoljub, ki je s svojimi zdravilskimi sposobnostmi nesebično in vedno brezplačno pomagala tako revnim kot bogatim, s čimer je tudi v praksi na najlepši možen način potrdila vrednost svoje filozofije. Zdaj pa besedo predajam Aleksandri, ki bo več povedala o vlogi Adelme v Slovenskih konicah. In zdaj bi samo v enih parih besedah jo malo osvetlili, več o tem bo pa tako čas na simpoziju, ko bo iz različnih vidikov to prikazano. Čakaj, samo še stvari pogledam. Takle. Takle. No, jaz bi rada mogoče sam spregovorila nekaj besed, kakšna je bila vloga Adelme von Vaj v Konicah, kaj je pomenila v tistem času. Že prej je Jan povedal, da je seveda živela v teh
prevratnih časih na prelomu stoletja, ki so v bistvu v takratni državi, Habsburški monarhiji pomenili preoblikovanje monarhije, potem čez nekaj let tudi v bistvu razpadanje, potem burno obdobje Prve svetovne vojne in tudi za Slovence je to bil prevratni čas, kajti takrat smo, kot vemo, najprej stopili v novo državo, to je državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, kmalu zatem pa tudi v kraljevino SHS, tako da je tudi na v bistvu političnem, zgodovinskem področju se veliko dogajalo. No, kot smo pa že prej slišali, malo kdo pa ve, da je tukaj živela posebna ženska in z nekaj besedami bi jo težko opisali. Zdaj smo slišali, da je bila spiritistka, pisateljica, bi lahko rekli, humanitarka, človekoljubka, torej človekoljubna je bila, pa še kaj, ne nazadnje tudi zelo lepa ženska, kot jo opisuje tudi ena avtorica, ki je tukaj hodila, v bistvu moj obisk Štajerske jo opisuje Caroline Corner in pravi: lepa in očarljiva ženska z obličjem prežetim z dobrohotnostjo, vedrino in inteligenco. Zdaj, kaj pa v konjiškem smislu, ne? Tukaj jo cenimo predvsem na humanitarnem področju. Tole je ena izmed njenih redkih slik. Ne obstaja namreč veliko slikovnega materiala iz njenega časa, na žalost se je potem po njeni smrti to porazgubilo. In danes v bistvu odkrivamo tančice, ko odkrivamo zgodovino, odkrivamo tudi v bistvu njeno življenje in tudi njeno delo. No, zakaj je pravzaprav prišla v Konjice? V bistvu kot 20-letna se je poročila z upokojenim avstro-ugrskim višjim oficirjem, baronom de Vajem, in kmalu zatem, torej leta 1867, sta tudi kupila tale dvorec, ki je pa bil enonadstropen. Potem sta ga nadzidala, seveda razkošno opremila in ga spremenila v bistvu v res pravo graščino, ki je v tistem času tudi v bistvu nekaj pomenila, kajti njen mož Eden je pripravljal sprejeme za svoje kolege in seveda tudi druge tržane, pomembne konjiške tržane, tako da so se med Konjičani hitro uveljavila. No, kot sem že rekla, je pa v bistvu njeno mesto, ki bi ga bilo najbolj potrebno izpostaviti na humanitarnem področju. No, kot ena zanimivost, v bistvu obstaja zapis iz leta 1890, da je ob Božiču obdarovala kar 80 konjiških otrok z obleko, obutvijo in drugimi stvarmi, čeprav sama v svojem zakonu ni imela otrok. Potem, kot smo že prej slišali pri predstavitvi gospoda Jana, torej, da je vedno rada pomagala in da kljub temu, da je bila višjega sloja, čeprav vemo, da v preteklosti se višji sloji niso ravno družili z nižjimi, ampak ona je bila človekoljubna v pravem pomenu besede. V bistvu ni bilo pomembno, ali je nekdo višjega, nižjega stanu, vedno je pomagala in posebej pri kmečkem prebivalstvu, ker za svoje zdravljenje seveda ni zahtevala plačila, je bila zelo priljubljena. In tukaj bi lahko iz sociološkega vidika rekli, da je šlo za pravo ljudsko religioznost v njeno moč. To se je pa ohranilo tudi do danes, bomo mogoče na koncu še nekaj rekli o tem. No, tukaj je pa v bistvu ta Kristjane Lazaret, to je pri nas bolj imenovana v Konjicah kot bolnica Rdečega križa. Ona je bila namreč svojim možem v tem krajevnem odboru Rdečega križa, ki je finančno podprl, seveda ona tudi z veliko sredstvi finančnimi, delovanje in pa torej izgradnjo tega lazareta. Pa ni ostalo samo pri tem. V bistvu so potem odprli še Lazaret 2, zaradi tega, ker je to bil čas Prve svetovne vojne, veliko ranjencev, seveda je tudi prihajalo na zdravljenje in tudi druge bolezni. No, in
tam, kjer je danes osnovna šola pod goro, v bistvu bivša stara telovadnica, ki jo danes ni več, je bila tako imenovani Lazaret 2. Tisto so pa odprli leta 1908. No, tole so pa odprli leta 1897. Mogoče še samo kakšna zanimivost, bila je seveda tudi bi rekla, prijateljskih odnosih z Vindišgrecovo gospo, ki je bila tudi kristjana in sta skupaj marsikdaj humanitarno kaj pomagale, v bistvu revnejšim. No in tudi je zapis, da je seveda takrat, ko je bilo eno izmed teh otvoritvenih pač slavi, da je takrat tudi bila njena hčera v bistvu nazdravljeni tukaj, ker je bolehala za davico. To je samo tako malo za intermeco. No, potem zdaj, če pa bi mogoče še nekaj rekli, čeprav se je zdajle grob pokazal, ampak bi hotela s tem povedati, da pravzaprav marsikdo še prihaja na njen grob, ko sem prej govorila o ljudski religioznosti, ker še vedno verjamejo nekateri ljudje v moč, ne, da jo ima. No in še mogoče, če na koncu povemo kaj o zvezi Adelme za svojim možem. V bistvu je v marsikaterem viru zapisano, da sta živela v zelo romantični zvezi, ki je trajala kar 60 let. No in Oden jo je naravnost oboževal. Podpiral jo je pri njenem delu, pri tem medialnem pisanju, pri humanitarnem delu, tudi ko je dobil kot zaslužni oficir Avstro-Ogrske vojske vilo na Lošinju, jo je poimenoval po njej, torej Adelma. No in še nekaj zanimivega glede tega, pokopana je v Konicah, če bi bila pa njena želja izpolnjena, pa jo ne bi imeli tukaj. Namreč ona je v svoji oporoki zapisala, da si želi biti pokopana ob svojem možu, ki je umrl 21. leta, ko sta pač tam letovala. No in potem njeni dediči, ki so seveda potem upravljali z njeno zapuščino, tega niso nikoli izpolnili in so ta dvorec po njeni smrti čez nekaj let pač prodali temu znanemu konjiškemu tovarnarju Lovrencu Laurichu. Ali Lauriču, različno rečemo. Ne? No in tam je torej to zapisano. No, zapletlo se je seveda tudi, ko je bilo treba pokopati. Namreč bila je evangeličanka in mi vemo, da seveda v tistem času na našem področju glih to ni bilo zaželjeno, ne? To je bilo katoliško pokopališče in seveda bi jo morali pokopati izven tega posvečenega dela. Ampak v Konicah ni bilo v bistvu pokopališča izven ograje, ne, pokopališke. Zato je potem, v bistvu lahko bi rekli modri župnik Franc Hrastelj to rešil, ne, v bistvu so bili to kar pametni možje in je tako rekel, ne, torej lahko jo pokopljemo ob prisotnosti luteranskega patra in ampak samo tam, kjer se stikata južni in pa vzhodni del pokopališča, tam v kotu, jo bomo pokopali ob prisotnosti in tako se je tudi zgodilo. Torej, še vedno je en grob tam. Torej, in o tem nas pouči tudi preprost napis. Torej, tukaj počiva Adelma, torej baronica Adelma Vajdevaja, grofica Wurmbrand Stupach, seveda rojena, ne, tako. Zdaj napise ne vidi, je pa tudi letnica, torej rojstva 1840 do leta 1925. Tako. Hvala za slikovito predstavitev, gospod Ciglenečki in gospa Aleksandra Bojdin. Župan, bi še mogoče mi spregovorili, oziroma vi spregovorili kaj o tekočih projektih, o aktualnih zadevah, ki se Ja, verjetno, da točno tako, verjetno marsikoga zanima, kaj se dogaja recimo s Starim trgom, nenehna vprašanja. In v tem trenutku lahko povem samo to, da dela sicer potekajo, ampak za rahlo zamudo, ki pa niso takšne narave, ker sem zadnjič celo slišal, da bi naj v proračunu zmanjkalo denarja.
Daleč od tega, mi imamo drugo težavo, da ne uspemo slediti dinamiki črpanja evropskih sredstev, zaradi tega, ker ima izvajalec del, nosilec projekta, pač težave. Ja, govorimo o podjetju Ceste mostovi Celje in pa seveda v tem odnosu, ki ga ima glavni nosilec posla z svojimi podizvajalci. Pa vendarle nekako upamo, da bomo to zamudo, ki je v tem trenutku mesec, mogoče 5 tednov, kljub vsem težavam čim prej pripeljali do konca in da bo ta trg zasijal v letošnjem letu, konec poletja, tako kot smo si želeli, da bi to bilo že za današnji, za letošnji občinski praznik. No, drugi projekt, ki smo ga prej napovedali, to je izgradnja čistilne naprave, ki pa ni vezan samo na samo gradnjo čistilne naprave, ampak tudi na 9,5 pa še nekaj kilometrov dolgih novih cevovodov, kjer je gradbeno dovoljenje tako za samo čistilno napravo in pa za prvi krak, govorimo o kraku proti Polenam, gradbeno dovoljenje že pridobljeno in pričakujemo, da bo tisti datum, ko bodo tudi v fizičnem smislu pričela se gradbena dela, da bo to 1.7. Resnično si želimo, da pridemo do tega datuma, kajti v takšnem vremenu gledati pa čakati, da se še nič ne dogaja, ob tem pa se zavedamo, kakšni so roki, da mora biti v bistvu celoten sistem zgrajen do konca naslednjega leta. Ni prijetno, pa vendar upamo, da se bo to kmalu premaknilo. Glede dvorca Trebnik smo na zadnji, oziroma po zadnji seji občinskega sveta tudi povedali, da je zdaj ta razpis Sklada za razvoj regij končno ugledal luč sveta, pa vendar pri teh formalnostih si službe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pač dopuščajo določene spremembe, tako da v tem trenutku prijava še ni bila oddana, bo pa takoj, ko bodo te nejasnosti razčiščene, se pravi v naslednjem mesecu, kar pa pravzaprav ne spreminja stvari, kar se tiče dinamike gradbenih del, kjer je že bilo itak v začetku povedano, da sredstev ne bo možno koristiti v letošnjem letu. Se pravi, prišli smo tako daleč, da imamo gradbeno dovoljenje, projekt pripravljen in se prijavljamo, da pridobimo tudi potrebna sredstva. Mogoče pa z 2 stavkoma omenim še pričetek izvajanja projekta, ki v tem trenutku še ni viden, namreč govorim o obvozni cesti v smeri proti Oplotnici, kjer pa je občina prevzela določen del nalog, ki jih ima Družba Republika Slovenija za ceste, v smislu, da pridobivamo, da se pogovarjamo z lastniki zemljišč in da jih tudi te nepremičnine pridobivamo za traso bodoče obvozne ceste v smeri proti Oplotnici. Mogoče tukaj na kratko, verjetno, da je težko govoriti o stvarih, ki človek pozna in da je lažje odgovarjati na tisto vprašanje, ki se pojavijo. Torej, to bi bilo vse, ne? Jaz mislim, da. Tako, zdaj prihajamo k koncu našega današnjega uradnega dela. Zdaj, če so kakšno vprašanja, naši 3 govorci so vam na razpolago. Mogoče ravno za to čistilno napravo, če lahko to, da jutri prije minister sem, to pomeni, da je zdaj to vse fiksno odobreno in da zdaj se bo začela takoj po njegovem odhodu gradnja, ali kako? Ja, to pomeni to, da pogoj, da pride minister, je, da je gradbeno dovoljenje pridobljeno. Še vedno pa se v tem trenutku, jaz nimam informacije, 2 dni nazaj je bil en sestanek, iz katerega žepa bodo tista sredstva, ki jih mora državni proračun zagotoviti poleg sredstev kohezijskega sklada, da se ta gradnja prične. Vsekakor odobreno je vse, samo ne veste, kateri žep je tisti. V tem trenutku še pa jaz nimam informacije, nažalost. Ne, še vedno so birokratski mlini takšni, da vsa logika pade iz konteksta takrat, ko se pogovarjajo tisti, ki so 100 km stran od izvajanja projekta. Ker na to ugotovitev, z katerega žepa bo šlo, pa kdaj se že čaka več čas, ne? Več kot 1 leto.
rebalansi in tako naprej, še nič niso dali konkretnega. Ja, to je bolj vprašanje za Ministrstvo za finance. Mi smo imeli pred 14 dnevi zagotovljeno, da bo šlo iz proračunske rezerve državne, zdaj je zopet prišlo do druge zgodbe, ne vem pa, kako so se zdaj uskladili predvčerajšnjim. Potem zaključujemo z današnjo tiskovno konferenco. Želimo vam prijeten preostanek dneva. Župan bo še verjetno na razpolago za kakšne, oziroma naša gosta za kakšne individualne izjave, ne kasneje. Zdaj pa ste vabljeni na zakusko, no, in lep dan še naprej.